Prisrčen pozdrav vsem, ki ste se odzvali našemu današnjemu vabilu na tiskovno konferenco. Predstavili bomo izjavo za javnost Komisije za medije oziroma Koordinacije za katoliške medije pri Slovenski škofovski konferenci. 12. decembra lani je Ministrstvo za kulturo v javno obravnavo poslalo predlog novega zakona o medijih. Rok za oddajo komentarjev, kot vemo, je do vključno te srede, 31. januarja. Komisija za medije pri Slovenski škofovski konferenci meni, da je predlog zakona o medijih sporen in je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje že zagotovljene svoboščine. Tako kot zakon o verski svobodi, ki ga je Ministrstvo za kulturo na hitro spremenilo pred nekaj meseci, ta zakon sedaj sicer po rednem postopku prihaja z istega ministrstva, oži svobodo izražanja ter nedopustno preko ustavnih okvirov širi nadzor nad izražanjem različnih stališč. V vseh javnih medijih v državi preprečuje na primer oglaševanje ali obveščanje pod izrazom verska propaganda. Posamezni mediji, kot denimo Radio Ognjišče, kot tudi Družina, pa tudi Slovenska škofovska konferenca v imenu Katoliške cerkve, smo že oddali naše pripombe. Tokrat pa želimo skupaj predstaviti še širšo sliko tega zakona. Koordinacija katoliških medijev je sicer posvetovalno telo slovenskih škofov, združuje pa direktorje, glavne urednike katoliških medijev, pa tudi urednike katoliških vsebin na drugih medijih ter druge strokovnjake iz medijskega področja. Na današnji tiskovni konferenci bomo najprej slišali pozdrav škofa dr. Antona Jamnika, predsednika Koordinacije katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci. Nato bomo prebrali izjavo za javnost, nato pa k besedi povabili še Toneta Rodeta z Družine, Tadeja Sadarja z Radia Ognjišče in pa Martina Nahtigala, člana Koordinacije katoliških medijev. Tiskovno konferenco vodim Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Najprej pa k besedi vabim gospoda škofa Antona Jamnika. Prisrčen pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa dr. Gabrielu Kavčiču, tiskovnemu predstavniku Slovenske škofovske konference, da nas je zbral skupaj. Kot je že v uvodu pozdrav oziroma povedal, želimo predstaviti nekatere pripombe, predloge na predlog zakona o medijih. Slovenska škofovska konferenca je že napisala posebno pismo, ki je že objavljeno. V tem pismu posebej opozarjamo na to, da po eni strani zakon vsebuje celo vrsto zelo demokratičnih elementov, avtonomijo medijev, versko svobodo, človekove pravice, pluralnost in tako naprej, ampak istočasno pa je v tem zakonu cela vrsta stvari, ki so nasprotju, popolnem nasprotju s tem, ker so proti temeljnim pravicam človeka, človekovih pravic, potem proti spoštovanju zakona o verski svobodi, proti pluralnosti. Zdi se, ko človek bere ta zakon, kot da so avtorji zakona prišli v neko čudno protislovje sami seboj, kot da bi želeli narisati oglat krog. Po eni strani je ta krog demokracije, pluralnosti, spoštovanja drugih, avtonomije medijev, verske svobode in tako naprej, ampak po drugi strani pa želijo zgraditi neko kvadrat, neko utrdbo, ki spominja na neke zelo, zelo avtokratične elemente, in sicer, ko gre za ravno to, kar je dr. Gabriel Kavčič že omenil in bomo še v izjavi slišali, za kršenje temeljnih človekovih pravic, nespoštovanje verske svobode, nespoštovanje pluralnosti. To so pa temeljni principi demokratične družbe, v kateri želimo živeti v Sloveniji in v Evropi. Zdi se, in to, kar se dogaja tudi v zadnjem letu, posebej še ko šlo tudi za zakon
glede verskih skupnosti, potem zakon o verski svobodi, ko se verske skupnosti, verske uslužbence nekako potiska, kot da niso del te družbe, da je v ozadju neka miselnost, ko ne gre za ločitev, ampak izločitev vsega, kar je verskega. Izločitev vsega, ne samo od cerkve, ampak vsega, kar je verskega na našem področju, to pa je skregano ali pa v nasprotju z neko temeljno demokratično družbo, pluralnostjo in spoštovanjem človekovih pravic. Zdaj omenim v tem pozdravu samo še to, da ko sem nekaterim prijateljem v Bruslju eni komisiji za etiko, ki jo vodim, poslal samo nekaj členov prevedenih angleško, da komentirajo, kaj menijo o tej stvari, so si rekli, pa kaj, a ni Slovenija v Evropski uniji, v kakšni drugi skupnosti, kakšnem drugem svetu. To, kar želimo na tej tiskovni konferenci predstaviti, je predvsem naše pozitivne pobude, da se to protislovje, ta protislovja, ki so v tem predlogu zakona o medijih, rešijo, odpravijo in da spoštujemo tisto, kar so temeljni principi moderne demokracije Evropski uniji in Sloveniji, da bi zares spoštovali temeljne človekove pravice, nobenih privilegijev nihče noče. Potem, da bi spoštovali versko svobodo, pluralnost in eno demokratično družbo, v kateri živimo. Hvala vam, da ste prišli in da boste prisluhnili tem argumentom, ki jih želimo predstaviti in potem lahko tudi vprašali o posameznih stvarih, kako zanima. Hvala lepa gospodu Škofu za pozdravne besede. Sedaj pa preberemo še izjavo. Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci je mnenja, da je predlog zakona o medijih ustavno sporen ter v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotovljene svoboščine. Med ključnimi problematičnimi vidiki so 34. člen, ki omogoča arbitrarno cenzuro pod pretvezo preganjanja sovražnega govora, 48. člen, ki posega v versko svobodo z omejevanjem oglaševanja verskih skupnosti in določila, ki predpostavljajo omejitve v programskem času, saj škodijo medijski pluralnosti in kakovosti ter raznovrstnosti vsebin, kar zadeva edino nepridobitno radijsko postajo posebnega pomena v Sloveniji, Radio Ognjišče. Najbolj problematična so naslednja področja predlaganega zakona. 34. člen predlaganega zakona omogoča arbitraren poseg inšpektorja v objavljeno besedilo in s tem v svobodo izražanja, pri čemer zakon omejevanje svobode izražanja nedopustno širi preko ustavnih okvirov in predvideva nadzor nad izražanjem različnih stališč v zadevah, ki jih le določene skupine z družbeno, politično in ekonomsko močjo dojemajo kot sporne, kar ne more biti ustavno dopusten cilj. Posebej problematičen je 47. člen, ki za dosego ustavno nedopustnega cilja ožanja medijskega prostora onemogoča celo prosto gospodarsko pobudo. Ta člen namreč ureja državno oglaševanje, ki mora uresničevati javni interes na področju medijev. Tega pa bo določal Nacionalni svet za medije, ki bo pod neposrednim nadzorom vlade. Pri tem bodo morali naročniki pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije za izvedbo oglaševalskih kampanj, katerih vrednost presega 50 000 evrov. To določilo torej uzakonja popoln nadzor vlade nad denarjem, ki bo na voljo za financiranje medijev. To je še posebej sporno zato, ker termin državno financiranje v zakonu ni jasno določen in bi lahko predstavljal manipulacijo vsakokratne vlade. 48. člen nadalje. S predvideno prepovedjo obvestil o verskih dogodkih nedopustno posega v versko svobodo, kot izhaja iz 41. člena Ustave Republike Slovenije in 2. člena Zakona o verski svobodi, ter iz 9. člena
Evropske konvencije o človekovih pravicah, pa tudi svobodo izražanja iz 39. člena Ustave Republike Slovenije. Posredno takšne prepovedi predstavljajo tudi kršitev ustavno zagotovljene pravice do zbiranja in združevanja. Opozarjamo, da novi predlog zakona o medijih na splošno verskim skupnostim v vseh javnih medijih v državi preprečuje oglaševanje ali obveščanje pod izrazom verska propaganda. Sam izraz verska propaganda, ki ga primerjalno pravno v pomenu, kot ga opredeljuje predlog zakona, ne najdemo v evropski ureditvi, je potrebno nadomestiti z izrazom, ki ni plod zgrešenih ideoloških predpostavk. Nujno je tudi črtanje omejitve iz 73. člena predloga zakona o medijih, ki omejuje pravico do kratkega radijskega poročanja o verskih obredih. V predlogu zakona za oba navedena člena, ki omejujeta svobodo veroizpovedi in izražanja, v obrazložitvi členov ni nobenih dodatnih pojasnil, zakaj bi bili takšni ukrepi sorazmerni in nujni v demokratični družbi. Na celotnem področju programov posebnega pomena pa Komisija za medije pri Slovenski škofovski konferenci nasprotuje omejitvam v programskem času, ki so določene v zakonu in izraža skrb za ohranitev raznolikosti na področju lastne produkcije. Aktualni predlog zakona namreč kaže na izgubo kulturne in umetniške vrednosti v radijskih programih. Lastna produkcija ne priznava produkcije na področju verskih vsebin in tako bistveno posega v uredniško politiko radija posebnega pomena. Komisija tudi nasprotuje dodatnim obveznim dajatvam na podlagi dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, saj gre za nepotrebno finančno obremenitev za nepridobitne radijske postaje posebnega pomena. V luči navedenih ustavno spornih določil zakona Koordinacija za medije pri Slovenski škofovski konferenci poziva k nujni reviziji predloga zakona o medijih. Komisija poziva vse medije, novinarje, urednike in vse v medijskih poklicih, ki jih bo predlagan zakon prizadel, da izkoristijo čas do konca meseca, torej do srede, ter svoje pripombe in pomisleke sporočijo pripravljavcem zakona. Koordinacija poudarja, da je ključnega pomena ohranjanje medijske pluralnosti, svobode izražanja in enakopravnega dostopa do medijskih platform za vse družbene skupine. Vsakršna oblika cenzure ali omejevanje svobodnega izražanja in verske svobode je v nasprotju z demokratičnimi načeli in zahteva spremembo predloga strani predlagatelja. Tako, hvala za pozornost pri prebrani izjavi, sedaj pa k besedi vabim Toneta Rodeta, direktorja družine. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Jaz bi izpostavil samo dva vsebinska vidika. Rečeno je že bilo v izjavi, kaj menimo o predlogu zakona o medijih. Nič pa o učinkih, ki jih lahko tak zakon o medijih povzroči na naši medijski sceni. Jaz sem tukaj zato, kot vodstvo družbe, v znak podpore kolegom, novinarjem in urednikom, ker je naša naloga zaščititi kolege pred ustrahovanjem in preganjanjem, ki potem lahko pelje v zelo tragično samocenzuro. Kje se dogaja, vprašati se moramo, kje se dogaja tisti večji del, recimo, tako zvanega sovražnega govora. Absolutno lahko zatrdimo, da se to dogaja na družbenih medijih, na družabnih medijih. In zdaj, kje naj poteka resna, zrela debata med različnimi mnenjskimi mediji, med različnimi pogledi na stvarnost v družbi, če ne v resnih medijih, katere del tudi absolutno katoliški mediji smo. Torej to, vprašanje samocenzure, vprašanje, in to govorim iz lastne izkušnje in bolečine na lastni koži, naši novinarji so že v preteklosti bili deležni
pritožb na različnih takih in onih razsodiščih, a ne. Bog ve, kakšna razsodišča jih čakajo v prihodnosti, če bo takle predlog zakona sprejet. Ali bodo lahko še izražali jasno svoja stališča, nekateri zagotovo v skladu tudi z naukom katoliške cerkve. Ob koncu bi pa opozoril še na vprašanje v bistvu strategije tega, kakšno družbo sploh hočemo, a ne. Glejte, imam občutek, da je na pohodu neiskanje pluralne, sekularne družbe, katere del smo vsi glasovi v tem prostoru. Tudi mi imamo, verjamem, upravičeno, glasno mesto med ostalimi mnenji, družbenimi mnenji. Nevarnost, ki se pa poraja s takimi in drugimi poskusi, je pa sekularizem. Oprostite, to pa ni več neka skupna, splošna, pluralna ureditev, temveč spet neka specifična ideologija, ki predpostavlja in privilegira določene poglede na družbena vprašanja. To se mi je zdelo potrebno izpostaviti kot izhodišče za debato. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa k besedi vabim glavnega urednika na Radio Ognjišče, gospoda Tadeja Sadarja. Radio Ognjišče, kot smo slišali tudi v izjavi, je pa še posebej na udaru v temle novem predlogu zakona o medijih. Prosim. Ja, res je. Hvala za besedo. Seveda lepo pozdravljam tudi v svojem imenu. V bistvu je že vse lepo, zelo lepo in koncizno povedano v izjavi, ker smo edina postaja, točno se reče, kako že, edina nepridobitna radijska postaja posebnega pomena, je vse tisto, kar je v tem zakonu napisano pod tem imenom, se pravzaprav tiče samo nas. In res je, določene stvari so takšne, da nekoliko zaskrbijo, kako bomo pravzaprav uredniško politiko našega radija peljali vnaprej. Najbolj je presenetila, milo rečeno, izpustitev verskega programa kot delež naše lastne produkcije, kar je, kot rečeno, milo rečeno, nenavadno. Da ne gremo preveč v podrobnosti, ker to se mi zdi, da se tiče bolj strokovnjakov in tukaj si želimo neposrednega pogovora z regulatorji. Mi si ga želimo, ker želimo biti družbeno odgovorni. Bi se jaz vprašal naslednje, oziroma predlagatelja bi vprašal, če se zaveda, da s tem načinom pravzaprav odpira Pandorino skrinjico polarizacije družbe. Namreč, vsak medij ima odgovornega urednika, ki odgovarja za vse tisto, kar je napisano, kar je povedano v tistem mediju. Torej, že tukaj gre za dovolj samocenzure in Slovenija ima dovolj regulatorjev, ki to spremlja in za kar smo pravzaprav hvaležni. Na drugem polu, pa kot je že kolega Rode povedal, imamo pa splet, kjer je vedno več odjemalcev, kjer se vedno več tudi resnih pogovorov odvija. Ne vem, če je dobro za družbo, da se debata o evtanaziji, na primer, ali pa ne nazadnje tudi o LGBT, odvija na spletu, kjer pa regulatorja ni. Tam nikogar ne moreš prijeti za ušesa ali pa reči, oprosti, tole je pa sovražni govor. In tam je nebroj sovražnega govora in tja bi bilo treba usmeriti, kot pravzaprav dobro zapiše na Siolu Liam Boyle v odličnem intervjuju z Irske, kjer so se z novim zakonom točno tega lotili. Pustili so stare stvari, v stari zakon so pravzaprav prenesli v nov zakon, predvsem pa so se posvetili spletu in tega si tudi mi želimo, da pravzaprav vsi skupaj pravzaprav želimo nekaj dobrega tej družbi. V sodelovanju z državo, s politiko, z vsemi deležniki pravzaprav. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Sadarju. Zdaj pa k besedi vabim še gospoda Martina Nachtigala, ki ga poznamo kot komentatorja, kot vedno znova prisotnega v
v veliko slovenskih medijih in tudi člana koordinacije katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci. Izvolite, gospod Nahtigal. Hvala, Gabriel. Namreč komisija oziroma koordinacija je imela kar nekaj razprave na to temo. Večkrat smo pretresali ta zakon in tako prišli do teh zaključkov, ki ste jih danes slišali. Predvsem na tem mestu bi še enkrat pozval vse tiste, ki delamo v medijih, da se tega zakona oprimemo v smislu, da ga preberemo, da si ga ogledamo in da ga komentiramo ter sporočimo vse tisto, kar nas moti človeku in ljudem in ekipi ministrice, ki pripravlja ta zakon. Namreč zakon je sporen z veliko členov, nekatere ste slišali, drugi bodo še prišli v javnost tekom razprave. Predvsem se mi pa zdi, da je pomembno se zavedati, da to je prvi korak za koordinacijo katoliških medijev. Namreč upamo, da bomo lahko vzpostavili nek normalen dialog z zakonodajalcem, se pogovorili o teh členih, ki so sporni z našega vidika in tudi z vidika Ustave Republike Slovenije, ter da bodo temu primerno storjene določene prilagoditve. V nasprotnem primeru pa tudi nismo, recimo temu smo pripravljeni narediti tudi naslednje korake v nekem sklopu javnega diskurza z zakonodajalcem. Tako da hvala z moje strani. Hvala lepa, Martin. Sedaj pa besedo predajam na drugo stran, če je kakšno vprašanje, kakšna potreba po razjasnitvi. Izvolite. Smo pojasnili vse, kar je bilo treba pojasniti. V redu. Prav, potem se vam pa zahvaljujem za pozornost in vam želim še naprej lep dan in upam in prosim vse predstavnike medijev, da sporočilo prenesemo naprej, da bo javnost obveščena tudi o tej zadevi, da se ne pretvarjamo, da nekatere teme ne obstajajo. Hvala lepa.